S setvijo za sadike čilijev jaz pričnem že v sredini februarja, to je eno prvih opravil. Seveda imamo več različnih čilijev, tole je en najmočnejših z milijonsko vilov, potem pa se gibljajo lestvice od 400.000 do 600.000, pa tam 300 in potem ti bolj blagi, skoraj nepekoči, okrog 10.000 do 25.000 skovilov. No, termin setve, kot sem rekel, za sadike čilija je tam od sredine februarja naprej. Enako sejemo v istem terminu tudi feferone in pa jajčevce, kajti ti rabijo najdolj za kalitev. No, nekoliko kasneje, če govorimo še o drugih plodovkah, sejemo papriko tam do konca februarja, 10 dni za papriko, pa potem paradižnik in pri nas paradižnik sejem praviloma v začetku meseca marca. No, kar se tiče temperature, tukaj vidimo, da smo v sobnih razmerah. Čili ima rad v času kalitve in setve približno 25 stopinj Celzija, to je težko zagotoviti. Če so temperature nekoliko manjše, se tudi čas kalitve podaljša, drugače pa lahko v zelo toplih razmerah pričakujemo 10-14 dneh maksimalno že pokukajo kalčki iz zemlje. Ko sejemo eno seme na enoto, seveda pa temperaturo potem tudi zmanjšujemo. Na začetku imamo na toplem, pri sobni temperaturi, takoj ko se pojavijo prvi klični listi, ko pridejo v vodoravni položaj, poskrbimo za pikiranje, s tem spodbudimo čili, da tvori več stranskih korenin, enako tudi ostale plodovke. Takrat jaz presadim vse skupaj v take lončke, jih napolnim kar z zemljo za setev in pikiranje. Predlagam, da je zemlja drobno mleta, fina, vsebovati mora nekoliko manj dušika, to je pomembno, kajti ne rabimo bogate zemlje. Potem po pikiranju pa seveda uporabim tudi pripravek vita, Bioplantela vita. Ta je pravzaprav premaga stres pri samem pikiranju, rastline so bistveno bolj vitalne. Tudi nobenih plodov ne dognjujemo ekstra, uporabimo lahko ta pripravek in pa kasneje v času ukoreninjenja tudi pripravek na osnovi morskih alg. Kar se tiče zemlje, sem že rekel, ne bo drobna strukturna, mleta, ima dober zračno-vodni režim, tudi pH mora biti ustrezen in v taki zemlji se rastlinice dobro, hitro razvijajo, predvsem ta koreninski del, kar je pravzaprav najbolj pomembno v prvi fazi. No, seveda ne pozabimo tudi na svetlobo. Ves čas, ko rastline kalijo, so lahko tudi na temnem, tako da tak setveni plato lahko postavimo v kurilnico, lahko postavimo nekam v kopalnico, tam, kjer je najbolj toplo v stanovanju in hiši, in tam bo tudi kalitev najtoplejša. Kasneje pa seveda postavimo na svetlobo. Tukaj v stanovanju je to težko. V hiši izberemo kakšno vzhodno stran ali pa tudi zahodno, se pravi čim več svetlobe v rastlinjak ali pa zimski vrt. Lahko postavimo po kalitvi tam okrog 20 stopinj, naj bo potem, če je zimski vrt, topajo še najboljše. V rastlinjak pa jaz sadike predstavljam šele v mesecu aprilu ali pa v toplem marcu, čez dan v rastlinjak, po noči pa zopet nazaj v topel prostor, kajti ni dobro, da so sadike plodovk, paradižnika, paprika, jajčevca, čilija izpostavljene temperaturam, ki so padejo slučajno pod 15 stopinj. Minimalna temperatura za odrasle sadike je tam okrog 10 stopinj Celzija, to velja tudi za čilije. Kar se tiče nadaljnje oskrbe, enostavno sadike potem samo še aklimatiziramo, približno 10 dni pred presajanjem na prosto, presadimo jih v sredini maja, jaz to delam praviloma po 20. maju, takrat imam najboljše rezultate, sadike se dobro ukoreninjajo in dobro napredujejo z rastjo. Takrat pa fino pognojimo in enostavno potem se veselimo pridelka v poletnem in pa zgodnje jesenskem času.